V nasprotju s številnimi sodobnimi stanovanji, v katerih prevladujejo nevtralne ali pastelne barve, ponuja dom v središču Ljubljane zares pestro barvno paleto. Tako barve kot teksture nikakor niso zadržane, a so vseeno usklajene, kar lahko pripišemo skrbnemu načrtovanju para arhitektk in njunemu dobremu sodelovanju z lastniki. Do takih rezultatov seveda ne moreš priti v enem zamahu, zato nas bo še posebej zanimala pot, proces, ki je pripeljal do danes barvitega, drznega, prefinjenega in premišljeno prenovljenega stanovanja. Arhitektki sta prenovo stanovanja vpeli v prostor in čas njegovega nastanka. Brina in Maja, živijo. Povejte mi najprej, prosim, kako je umeščenost tegale staromeščanskega stanovanja prav v centru Ljubljane smo vplivala na izbor opreme? Stanovanje je nastalo nekje med obema vojnama. Stavba je večstanovanjska in polna nekih subtilnih arhitekturnih detajlov, ki nas v bistvu spremljajo že od samega vhoda. Vse je potem po tem lepem stopnišču, polnem detajlov, do najvišjega nadstropja, kjer se nahaja to stanovanje. In tudi v sami prenovi smo želeli vključiti to meščanskost, ta prefinjen duh stavbe z bogatimi teksturami, z zanimivimi barvami, tem hrastovim parketom, ki se vije po tleh. Najbolj lep, vsaj meni osebno, je pa ta razgled, ki nam pokaže ta horizont mesta in pa Kamniško-Savinjske Alpe v ozadju. Stanovanje je bilo pred začetkom prenove nekaj časa prazno. Prvotno manjšo kvadraturo so s pomočjo sorodstvenih vezi lahko povečali, tako da zdaj stanovanje meri 95 kvadratnih metrov. Ob prenovi so zamenjali napeljave in tlake ter spustili strop, nad katerim so vgradili toplotno izolacijo, saj je zgoraj neogrevano podstrešje. Tloris stanovanja ima pa eno zanimivo zgodovino, da tako rečemo, ne? Ja, ko smo midve z Brino se začeli ukvarjati s tem stanovanjem in ko smo videli želje družine, ki bo stanovala v tem stanovanju, smo videli, da je mogoče majčkeno premajhno. Bil je predvsem en zelo dolg hodnik, na njega so bile potem vezane ena večja soba, kopalnica in pa kuhinja. Možnost se je pokazala, da v bistvu od sosednjega stanovanja na nek način priključimo zraven še eno sobo in kopalnico in na ta način je kvadratura stanovanja se povečala. In potem smo z naročniki reševali tlorise, ideje, želje in prišli v bistvu do neke zasnove, ki je na nek način zelo rešila v bistvu to stanovanje. Na vhodu smo pustili en del ene stene, okrog nje smo naredili krožni promet, ki v bistvu poveže hodnik, vhod tudi s tem bivalnim delom, hkrati ga delno zastre pred pogledi mogoče iz nekega hodnika. In pač bivalni del je postal drugačen, prej je bil majhen, kuhinja je bila čisto na drugem koncu stanovanja, zdaj pa je postal pač prostoren. Želja je bila tudi po funkcionalni, prostorni in z bivalnim delom povezani kuhinji, ker jo pač naročniki zelo veliko uporabljajo. Potem imamo eno kopalnico, želja je bila tudi po dodatnem stranišču, v katerem se je oblikoval tudi nek utility prostor. Potem imamo pa še otroško sobo, ki je precej velika in ima potencial, da se kasneje mogoče loči na dva dela, pa spalnico, ki je pa v bistvu na nek način zdaj odmaknjena v zadnji del stanovanja. Zelo zabavna mi je zasnova otroške sobe, dve ločeni postelji pod isto streho v narekovajih. Punčki sta podobne starosti, tako da smo rekli, da ohranimo nek ta skupen duh, vseeno pa to popestrimo. Soba je izredno prostorna, tako da ima lahko postelji v istem nivoju in ta hiška je nastala v bistvu ene iz napake. V tistem delu se skrivajo dimniki, zato pride ta zalom v strehi, ki smo ga nekako obrnili vse poprit, naredili tako luškano niško v travnati tapeti, kjer se potem zvečer lahko berejo pravljice. Na drugi strani sta pa dve tudi enakovredni garderobni omari v pistacija barvi, pa taki malo bolj koralni. Povejte mi še kaj o tem bogatem izboru barv, tekstur in materialov. Zdaj, barve so bile nekako izhodišče tudi strani naročnikov. Želja je bila, da stanovanje ni prazno, belo, dolgočasno nekomu mogoče. Njihova želja je bila pač
po nekem pestrem, tekstur polnem stanovanju. Ponavadi si naročniki zelo hitro nekako predstavljajo, da lahko arhitekti kar barvno skalo damo ven iz svoje glave. In tu se dostikrat zgodi, da mogoče ta pričakovanja moramo majčkeno znižati. Po najinem mnenju se barve, teksture se dogajajo v bistvu s časoma. Bolj, ko se spoznavamo z naročnikom, bolj, ko skupaj izbiramo ostale elemente, bolj moramo paziti na to, da se med sabo ujamejo, da se ne tepejo, da ni vsega preveč. Zato se potem odločamo, katera omara ostaja v naravnih, mogoče nekih bolj nežnih tonih, katere so pa stvari, ki jih lahko poudarimo, damo močnejše barve, močnejše teksture in ne nazadnje tudi ti elementi morajo biti taki, da jih lahko čez čas zamenjamo. Na začetku so bile keramične ploščice, iz katerih smo izhajali. Ki dajo nek ta karakter prostoru zaradi svoje barvitosti, vzorčnosti. In ravno v keramičnem salonu smo se prvič zaljubili v njih in jih kar nekako skupno izbrali, ker so poudarjali ta mehčanski duh. Dali so nam pa tudi en tak navdih, da prostore, v katerih se nahajajo, obarvamo v nianse teh odtenkov. Zato je na primer kuhinja v temno-modri barvi, utility oziroma stranišče za goste v petrolej modri in glavna kopalnica v svetlo-modri barvi. Mogoče zelo močen element so potem tudi tapete. To je bila želja naročnikov, da damo tapete v spalnice. S tem smo dobili neko mehkobo, neko drugačnost. V spalnici pa nek bolj tak temen, gozdni, nočni motiv, iz katerega spet smo pa ven jemali barvne odtenke, ki se potem pojavljajo recimo v zavesah, v posteljah in tako naprej. Celotno stanovanje smo poskušali obarvati v neko nevtralno barvo in nobena od sten, razen stropa, ni v belih odtenkih, ampak je vse v rahlo bež, kar ponuja nek tak dober kanvas tem močnim elementom, kjer deluje vsak v bistvu zelo močno kot zase, kot svoj kos, hkrati so pa med sabo zelo dobro povezani. Neko piko na i dajo pa ti bakreni dodatki, tapete, te močne teksture in tekstili, ki jih najdemo po različnih koščkih stanovanja. Popeljite naju prosim še skozi razne skrite detajle tega stanovanja, ker jih je kar nekaj, ne? Ja, res je. Naprimer, že v samem vhodu nas pričaka to veliko ogledalo, okroglo, ki je mogoče celo malce predimenzionirano, ampak na levi strani se skriva v bistvu konusna visoka omara v barvi stene in je praktično ne opazimo. Hkrati pa zadaj skriva kar veliko nekega shranjevalne površine, garderobno omaro, dodatek kuhinji. V delu, ki pa je v bivalnem prostoru, pa je še delovna niša, ki se lahko enostavno pospravi, ko ni v uporabi. Ob obilici barv, ki lepšajo izbrane kose opreme, v stanovanju ne manjka niti umetniških slik in grafik. Ena od odlik nove ureditve stanovanja je tudi obilica dnevne svetlobe. Kljub nepretirano razkošni kvadraturi ima stanovanje 2 kopalnici in tukaj je bila želja naročnikov, da bi imeli to nadsvetlobo, ki jo običajno najdemo v nekih stanovanjih starejšega datuma. Se nam je zdela res krasna, ker v bistvu v nobenem prostoru v stanovanju, kljub temu, da imajo okna samo po severni strani, ni tega občutka ujetosti ali pa popolne teme. Vedno te spremlja svetloba po celem stanovanju.